Lepo pozdravljeni na prvem dogodku strokovnega programa. Sem Ana Lampret iz Slovenskega filmskega centra in sem koordinatorka programa. Strokovni program poteka že 4. leto zapored. Letos se bo do petka zvrstilo 5 dogodkov. Strokovni program je Slovenski filmski center sestavil v sodelovanju s partnerji Zavodom AIPA, Centrom Ustvarjalna Evropa, Zavodom Motovila, Društvom slovenskih režiserjev in regionalno pobudo React. Torej, začeli bomo s strokovnim posvetom Zavoda AIPA Pravice so vaše. Današnji govorci so Katarina Čas, Klemen Dvornik, Peter Kep, Nikola Sekulovič in Ludvik Bagari ter Metod Pevec, ki bo tudi moderiral dogodek in mu predajam besedo. Hvala lepa. Torej, mi smo pravzaprav veseli, da lahko v okviru festivala predstavljamo in verjamem, da bomo še marsikdaj predstavljali probleme na področju kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic, kajti teh problemov ni malo. Mi smo pravzaprav na začetku tega reševanja teh problemov. Tako da vas najprej zelo lepo pozdravljam, sem vesel, da ste se udeležili, predvsem sem vesel vseh igralcev, izvajalcev v naši dikciji, ki boste imeli v nadaljevanju pravzaprav največ dela, ker so te pravice med najbolj neurejenimi. Še posebej pozdravljam tudi, opazil sem nekaj navzočih predstavnikov medijev. Torej, to me posebej veseli, da tudi mediji izkažejo neko zanimanje za to temo, ki je sicer precej odljudna in zahtevna, strokovno specifična. Tako da mi bomo pač na današnjem posvetu poskušali odpreti vsaj 2 temi, ki sta zelo pomembni. Zdaj najprej mogoče je treba povedati, zakaj je naslov Pravice so vaše. Ker je to pač mimogrede avtor tega slogana je Miha Hočevar, če smo že pri avtorskih pravicah. Je pa tudi res, da sem jaz v številnih aplikacijah pogosto uporabil tudi podnaslov, ki se mu reče ali pa tudi ne. Torej, pravice so vaše ali tudi ne. Namreč to je vmes en velik prostor, v katerem bomo tudi danes diskutirali. Načeloma so pravice avtorjev, zakon to seveda zelo jasno, ampak seveda načelno zapiše, potem pa je veliko teh ali, čeprav, če in tako dalje, teh pogojnikov, ki nas pač ovirajo, da bi uveljavljanje avtorskih pravic bilo pač takšno, kot si ga želimo in kot se nam zdi, da bi bilo prav. Dobro, zdaj mogoče se komu, ki spremlja to področje avtorskih pravic, zdi, da se vse skupaj nikamor ne premakne. Jaz sem bil predsednik Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev leta 2001 in 2002, če ni točno, ne me Danica popravi. In takrat smo pravzaprav prvič sprožili ta proces za pridobivanje dovoljenja. In se pravi, od takrat do danes je minilo 15 let, pa vendarle, odkar je AIPA dobila dovoljenje in zdaj je minilo 5 let in nekaj, jaz se upam trditi, da se je vendar marsikaj bistveno spremenilo, zato da bi, to govorim samo zaradi tega, ker bi rad opozoril na to, da nismo pri tem preveč nestrpni, da na urejanje avtorskih pravic gledamo pravilno. Se pravi, da ne gledamo kot, da je te pravice možno urediti z nekim pametnim dekretom, enkrat za vselej, da jih je možno, ne vem, urediti z nekim pametnim dogovorom. Žal tako ne gre. Bomo že hitro zvedeli, zakaj to tako ne gre, ampak dejstvo je, da je bistveno, da se ves čas pogovarjamo, pa magari sestankujemo, razpravljamo, ampak končni cilj je ta, da se seveda vsi na nek način izobrazimo, da pridobimo en ustrezen know-how, da poznamo celo pravne okvire avtorskih pravic, ker edino tako bomo lahko razumeli in potem v nadaljevanju učinkovito zagovarjali svoje upravičene interese. Tega se preprosto moramo zavedati, ker
to, kar se nam je včasih zdelo smiselno čakanje na neko, ne vem, benevolenco strani uporabnikov naših zaščitenih del ali pa celo strani neke prosvetljene države, za katero vemo, da niti ne obstaja, je precej iluzorno in naivno. In majčkeno smo pač umetni nagnjeni, ustvarjalci nagnjeni k tej mentaliteti, da pač ne, mi delamo dobro svoj posel, dajte poskrbeti za nas. Žal, v tem svetu to tako ne gre, ne. Sami smo sposobni in dolžni poskrbeti za to, da se bodo te pravice uredile in seveda to ne gre drugače, kot da se s tem temeljito seznanimo. Še eno stvar bi rad v uvodu povedal, preden preidemo na stvar. Meni osebno se zdi zelo pomembno, da povem to. AIPA je edina kolektivna organizacija oziroma organizacija za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic v Evropi, ki ima pod eno streho v isti hiši pravzaprav združene vse skupine upravičencev oziroma imetnikov avtorskih pravic. To so producenti, avtori oziroma soavtori in izvajalci. Povsod v Evropi so to samostojne kolektivne organizacije, ki se marsikdaj znajdejo v konkurenčnih, konfliktnih odnosih. AIPA je pravzaprav v tem smislu unikum, pa po mojem celo vzor. Vsaj tak vtis imam, kadar se srečamo s kolegi v nekih evropskih kontekstih. In to je zelo pomembno, zaradi tega, ker se moramo zavedati, da mi smo pravzaprav uvedli neko sodelovanje in verjamem, prepričan sem, da samo če seveda vsi ti upravičenci složno nastopamo, potem lahko v tem slovenskem kontekstu pač premagamo to nenavadno, ker naš nasprotnik je pravzaprav inertnost države oziroma regulatorja. Naš nasprotnik so seveda lobiji uporabnikov, ki seveda učinkovito delujejo, ker imajo za to zelo izrazito jasno opredeljene finančne interese. To so naši resnični sovražniki in se pravi sleherni spor znotraj nas zainteresiranih skupin nas lahko samo pokoplje. Zdaj, preden začnemo, bi še nekaj opozoril. Mi smo se, ko smo to pripravljali, dogovorili, da ob tej priložnosti uspemo morda dokaj učinkovito načeti samo dve najbolj pereči temi na področju uveljavljanja avtorskih pravic. Jaz vem, da jih je še veliko več, ampak za danes bo še to veliko ali preveč. To sta 107. člen ZASP-a, Slovenskega zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. In druga tema bo krivična prikrajšanost audiovizualnih izvajalcev na tem področju. Torej, zato bom prosil, da se si držimo da ostanemo na fokusu teh dveh tem. Za vse ostalo, kar vas zanima, morda bo seveda strokovna služba AIPE poskrbela na drug način, kakršenkoli, seveda možne posvetovalniške oblike. Danes pa se bomo držali pač od tega. Zdaj, preden bomo šli na obe temi, bi vseeno prosil Petra Kepa. Peter Kep je človek, ki je trenutno vodja strokovnih služb na AIPA. Ne vem sicer, zakaj je množina, ker je samo ena služba. Imamo delitev pa zbiranje nadomestil ločeno. Strokovnih služb. Sicer je pa Peter Kep bil nekaj let zaposlen in deloven prav na tem področju intelektualne lastnine tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, tako da pozna tudi, bi se reklo, drugo stran. In se nam je zdelo smiselno, da mogoče Peter Kep v uvodu podaja en uvod, dajmo reči nekakšen abecednik tega uveljavljanja, tega, kar počne AIPA, ker da mogoče dobimo najprej en pogled v tloris tega, kar že imamo, kar se uveljavlja, kar se dogaja. Izvoli, Peter. Hvala za ta uvod. Vesel sem, da v bistvu sedimo pred polno dvorano. Hvala, da ste se udeležili tega posveta. Bom poskusil biti kratek, bi se pa rad navezal na vodne besede. Metoda. Se upravičujem, dela njegov mikrofon? Slabo.
tukaj imamo eno pomoč, ko sem meni rekel, da mogoče. Je v redu? Cool. Jaz sem v dvorani, si malo slab slišati, da predlagam, da Boljš, ne govoriš. bom pa malo na glas povedal. V glavnem, kolektivne organizacije imajo danes, ko živimo v takšnem obdobju nekega ultraindividualnega kapitalizma, morda takšen čuden prizvok, kot da smo si jih izmislili v časih, v katerih sem se tudi jaz rodil, se pravi socializma. Kolektivne organizacije so se razvile ravno zato, da v bistvu skrbijo za ustvarjalce. Vsaka minuta, ki vi več porabite za upravljanje z vašimi pravicami, za uveljavljanje vaših pravic, za borbe s pravnimi in drugačnimi administrativnimi mlini držav, pa verjemite mi, da to ni problem samo v Sloveniji, ampak povsod. Vsaka minuta, ki jo namenite za ta del, je v bistvu minuta manj, ki jo vi lahko namenite ustvarjanju. Je pa dejstvo to, da kljub vsemu se je treba malenkost v bistvu zavedati svojih pravic, ker potem lahko naredimo sinergijo, se pravi sinergičen učinek med strokovnjaki, med strokovnimi službami, ki smo tudi mi, in vami, ki v bistvu delate vsak dan na terenu in se srečujete tudi z drugimi kolegi iz drugih držav, članice Evropske unije ali pa drugje po svetu. Jaz sem v bistvu vesel, da sem tukaj kot del AIPE, na kateri sem zdaj 1 leto. Moram reči, da to je bilo izredno intenzivno leto za vse zaposlene tam, pa lahko tudi, ker so v publiki potrdijo potem. Moram reči, da rezultati se že počasi vidijo in bomo samo še boljši v prihodnosti. Zato vas tudi vljudno prosim, da si vzamete tistih par minut časa za izpolnjevanje naše ankete, ki smo vam jo razdelili, ker nam to pač nenehno izboljševanje je naš glavni cilj. AIPA je sicer zelo mlada organizacija na področju kolektivnega uveljavljanja pravic. Je 5 let v bistvu še tako zelo, še nismo niti shodili, kako bi rekel. Čeprav smo s to koncentracijo znanja in pomočjo v bistvu nekaterih ljudi, ki ste tudi ustvarjalci, zelo hitro napredovali in moram reči, da sem ponosen na to, da kadarkoli gremo na kakšno mednarodno srečanje, se povsem enakovredno pogovarjamo tudi s francoskimi kolegi, ki so imeli v bistvu prvo kolektivno organizacijo na svetu že, mislim, da pred 250 leti. Tako da, če primerjamo to obdobje z našim obdobjem, vidimo, da imamo še dovolj časa, da se še razvijamo naprej. Zdaj, mi smo, to, kar je Metod v bistvu že povedal, mi predstavljamo 3 skupine upravičencev oziroma umetnikov pravic, kar mora biti v naši državi v bistvu prednost in jo moramo kot takšno tudi gledati. V tujini so med temi različnimi upravičenci pogosti konflikti. Mislim, da na ta način izgublja celotna industrija in zato tudi delamo na tem, da organiziramo takšne posvete in da smo na voljo za vsakršnekoli informacije, kadarkoli pač nas potrebujete. Mi smo ustanovljeni bili v bistvu oktobra 2010 smo dobili dovoljenje za kolektivno uveljavljanje teh pravic in takrat obstajamo kot kolektivna organizacija, čeprav je bil prej že ustanovljena pravno-formalna oblika zavoda. To so dolgočasne stvari. Delamo na podlagi ZASP-a in sedaj verjetno tudi ZKU-ASP-a, ki je zakon o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic, ki je trenutno v Državnem zboru v 3. branju. Upamo, da bo ta zakon tudi prinesel malo boljše, bolj enakovreden položaj kolektivnih organizacij, ker se sedaj največ težav, ki smo jih imeli, je seveda nastalo ravno zaradi tega, ker nekatere stvari niso definirane tako, kot bi morale biti, pa so preveč odprte določenim interpretacijam, pa tukaj ne mislim samo kolektivnih organizacij, ampak tudi nadzornih organov, državnih organov, sodišč in tako. Jaz sem prej tudi delal 2 leti na Hrvaškem. Tam kolektivno uveljavljanje malo drugače teče. Moram pa reči, da me je izredno šokiral ravno tale manjko nekega znanja, strokovnosti, ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, ker
na tem moramo graditi in zaradi tega sem še posebej vesel, da ste vsi tukaj prisotni. Tako, jaz ne vem, koliko vidite, ampak AIPA, imate tam še en monitor. V redu, tukaj je nek pregled v bistvu uveljavljanja kolektivnih pravic v Sloveniji. Kot vidite, AIPA v bistvu pokriva zadnje 4 kategorije. Ni pa premalo ključ, če bom tako rekel, spodaj. Se pravi, recimo skladatelji glasbe imajo veliko več pravic, tako proizvajalci fonogramov, izvajalci, glasbeni izvajalci, o tem bo več govoril Nikola tudi kasneje. Ampak mi, čeprav imamo največ, v bistvu najširši krog upravičencev na enem delu avtorskem, kar je audiovizualno delo, imamo v bistvu najmanj pravic, zastopamo najmanj načinov uporabe teh audiovizualnih del. Tole bi se moralo v prihodnosti seveda spremeniti z spremembami avtorske zakonodaje, ko bo odprt, se pravi, zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Takrat bomo tudi v bistvu potrebovali vas, ker se gre v bistvu za vašo prihodnost in za vaše pravice. Če zelo poenostavimo, kar imamo na audiovizualnem področju, je AIPA. Recimo glasbeno področje je razdeljeno med 2 druge kolektivne organizacije, to sta SAZAS in IPF. Tako da mislim, da je pomembno imeti tako plastično predstavo o tem, kdo smo, kaj delamo in zakaj ste vi vsi pomembni. Tukaj vsi vemo, da je zakonodajni postopek zelo dolgočasna stvar. Jaz sem študiral tudi pravo, pa moram reči, da so ima veliko več pravnih področij, bolj zanimivih. Kot iz TV Slovenija ste točno na napačno mesto usedel. Ne, to je pravo mesto. No, saj, če se bomo verjetno še naprej. Mi gremo naprej pač, pa bomo potem te. Zakonodajni postopek se ne začne v parlamentu, kot večina ljudi misli in večina medijev to predstavlja. Zakonodajni postopek, ko pride v državni zbor, je že več ali manj končan. Če pogledamo v bistvu zelo preprosto napisanih 5 korakov, se vse začne pri ideji. Ideje so generirane strani teh razvoja tehnologij in različnih načinov uporabe. Kot vemo, je internet eksponentno rast, zdaj lahko spremljamo zaradi uporabe novih tehnologij, katerim je botroval, se pravi, internet, razvoj pametnih telefonov in vsega pametnega, kar danes kupujemo in imamo pri sebi. Zato je pomembno, da ste tudi na teh področjih uporabe v bistvu ustvarjalci zaščiteni. Naslednji korak je osveščanje. Tukaj smo zdaj mi, tista rdeča pikca je tisti, ki stojite v kakšnem velikem mestu, pa vam povejo, kje ste. Tule smo zdaj mi. Se pravi, morate biti vsi obveščeni, informirani o svojih pravicah, o tem, kaj se dogaja. Vsaj tako, da imate nek pregled nad področjem. Noben od vas ne zahteva, da poznate točno člene konvencij mednarodnih in se pravi domače zakonodaje, vendar je dobro vedeti, kaj je na vaši strani in kaj lahko bi bilo na vaši strani. Seveda niste edini, ki jih moramo ozaveščati, vmes so še država, pač sodniki kot strokovnjaki na področju pravne presoje, uporabe teh pravil in vsi ostali. Naslednja stvar je, v zakonu se zgodi tako, da pač ga nekdo mora predlagati in potem ga vlada oziroma pristojno ministrstvo, v našem primeru je to Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, potem se tam strokovne ekipe usedejo in pripravijo pač predlog zakona, oblikujejo člene, oblikujejo vse prehodne in končne določbe, ki jih morajo oblikovati. Na to gre to v medresorsko usklajevanje, da se tudi druga ministrstva, recimo veliko vas mnogo bolj sodeluje z Ministrstvom za kulturo, ki pač ni pristojno ministrstvo za spreminjanje avtorske zakonodaje, to je zelo pomembno tukaj povedati. Oni dajo pač svoje mnenje na zakon v medresorskem usklajevanju. Potem, ko ga vlada sprejme, potem šele pridemo v tisto fazo sprejemanja zakona, ko
ki jo vsi poznamo in ki jo tudi potem mediji obravnavajo, in to je Državni zbor. Tam sledijo običajno 3 obravnave v Državnem zboru in 2 obravnavi v Državnem svetu. Prva je pač ta, ali se zakon sploh obravnava naprej, druga je pa potem na koncu, ko ima Državni svet možnost pač veta, ki ga seveda lahko Državni zbor potem preglasuje. Ta zadnji kvadratek in prav tako pomemben kot vsi pred njim je pač uporaba zakona. Ko se zakon rodi, ko ga v bistvu predsednik republike podpiše in začne veljati, ga je treba še uporabljati. In tukaj nastopimo vsi mi, se pravi, zakon, ko je napisan, je samo mrtva črka na papirju, dokler ga ne napolnimo s prakso. In zato je ta zelo pomemben stik z vami, kot ustvarjalci, ki ste, kot sem že rekel prej, nenehno na terenu in nekimi državnimi organi, ki nas nadzirajo, in seveda nami, ki skrbimo za vaše pravice, je izredno pomemben. Tako da, če bomo uspešno komunicirali, mislim, da nas čaka ena dobra prihodnost, vse skupaj. Zdaj pa tako, ok. A smo šli eno prehitro, samo sekundo. Lahko pa vmes jaz dodam, ker ti to najdeš, da je bil Peter zelo spodoben. Izpustil je 2 poglavji morda, ki sta zelo pomembni. V tem procesu se nekje pojavi lobiranje, nekih tudi nam nenaklonjenih interesnih skupin, ki lahko marsikaj prepreči, in če seveda ni pandan temu neko strokovno podprto lobiranje upravičencev, kamor recimo gotovo sodite vsi izvajalci, potem se ta tehtnica, ki sicer deluje zelo pošteno na papirju, nagne v napačno smer. To si upam trditi zaradi tega, ker je tudi sedaj veljavni zakon nekoč nastajal brez angažmaja avtorjev in je pač nenaklonjen avtorjem. Tako da treba je biti zraven, to je bilo konec koncev tudi Petrovo sporočilo. Jaz sem malo bolj neposredne besede uporabil. Točno tako je, kot je Metod rekel. Se pravi, če tam 5 ljudi govori o tem, da vi ne potrebujete nobene zaščite, da niste pomembni, da ste nepomembne pritikline, če tako lahko rečem, pa ni na drugi strani nikogar, ki bi rekel, ne, temu ni tako, pač zgubite bitko, ker sploh niste prisotni na njej po avtomatizmu. Zato je pomembno, da ste vi tam. Jaz tudi nisem ustvarjalec, moja kariera je pač šla v drugi smeri in gre v drugi smeri, ampak moja beseda proti besedi drugih ne pomeni kaj dosti. Pomeni pa beseda ljudi, ki me obkrožajo v bistvu tule, ker lahko res govorijo iz svojih izkušenj in povejo točno to, kar je treba povedati. Tako da, mi smo sam kanal, ki vas pomaga nekako usmeriti v to, da veste kaj se sploh dogaja. Ker dvomim, da pač kdorkoli od vas, morda je kdo naročen na Uradni list Republike Slovenije in še kakšne takšne podobne zadeve, ampak ponavadi tudi vi zveste te stvari, da se spreminjajo šele potem, ko so že spremenjene. Tako da to je potem že prepozno. Ker ta uvod je bil namenjen tudi temu, da se moramo zavedati, da bo jeseni šel v prenovo zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ki bo ali pa ne bo na novo uredil te pravice in odpravil ali pa ne odpravil to krivično razmerje, ki je zdaj v zakonu. To v bistvu velja predvsem. In seveda to, ali se bo to zgodilo, to je zdaj postopek, ampak ali se bo to zgodilo ali pa se ne bo, je pa seveda odvisno od legitimno zastopanih interesov upravičencev. To ste v tem primeru avtorji, izvajalci predvsem. Ker v bistvu pekinška pogodba, ki je tukaj omenjena, in tale kampanja, tudi izvajalcem smo mi poslali v bistvu včeraj en tak newsletter, pa upam, da ste poklikali, tam je pošteni internet, kjer v bistvu zagovarjajo ravno to, da z novimi tehnologijami ste vi izgubili, ne pa pridobili, kar je nekako kontraintuitivno. Tako da to se ne bi smelo dogajati. Pekinška pogodba je pa v bistvu tako 40 let
prepozna pogodba, ker dvojni WPPT, WPPT, kot se reče, to je recimo to, kar je WPPT naredil na področju glasbe, bi morala pekinška pogodba narediti na področju audiovizualnih del. Tako da o tem bomo še več govorili. Mislim, da so to dve še posebno teme lahko za kakšen drugi seminar, ampak samo tako, da vam malo povem ozadje, da se tudi na mednarodnem področju marsikaj dogaja na tej sceni in da ne boste edini, ki bojo rekli, zahtevamo svoje pravice, ker nam pripadajo kot izvajalcem. To je to z moje strani. Potem bo pa, mislim, da bo zdaj govora pa o tem členu. Zdaj, k temu, ker je zdaj Peter načel, se bomo še vrnili, ker tudi pekinška pogodba je ena stvar, ki je zanimiva predvsem za izvajalce. Se opravičujem, to besedo moramo uporabljati, ker je tehnično pravilna, čeprav gre v primeru audiovizualnega pretežno za igralce, ampak za to gre. In zdaj bomo šli konkretno k prvi polovici oziroma bomo odtekli ta prvi krog, ki se bo vrtel okrog 107. člena. 107. člen, to je člen, ki je zapisan v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Ta hip, to je člen, ki ima naslov pogodba o produkciji, o filmski produkciji. In potem ima spodaj 107. člen, ki, da bi mi to lahko razumeli, tukaj je napisan, jaz ga bom povsem na glas prebral, ker upam, da bom kaj k temu dodal. V 107. členu piše, in ta člen fatalno vpliva na uveljavljanje avtorskih pravic v Sloveniji, v tem 107. členu piše, sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so avtorji izključno in neomejeno prenesli na filmskega producenta vse svoje materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na audiovizualnem delu, njegovem prevodu, njegovih audiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih fotografijah, če ni s pogodbo drugače določeno. Torej, zdaj, preprosto to pomeni, da zakon načelno avtorju daje pravice, vendar je v 107. členu domneva, da če pa to ni s pogodbo določeno natančno, potem pa se smatra, da je to itak preneseno na producenta. Konkretno to pomeni, da če pogodba ne obstaja, bodi si, da ni bila podpisana, bodi si, da je izgubljena, se domneva, da itak ima pravice producent, ne avtor. Torej, ko na IP, za te dve pravici, za katere ima IP dovoljenje, hoče nekdo prijaviti te pravice in jih uveljavljati, če je avtor, ki je izvorni imetnik pravic, če jih hoče on uveljavljati, mora prinesti pogodbo, iz katere bo razvidno, da si je s pogodbo te pravice priboril, čeprav so njegove. Producentu to ni treba, kajti producent je napisan v špici in se smatra, ker je ta domneva v 107. členu, da je itak on te pravice prevzel. Tudi če za to ne obstaja neposreden, se pravi, dokument, dokazilo tega prenosa. Se pravi, to je zdaj treba vedeti genezo tega. To je 107. člen, ki je pripisan bil, ko se je to pri nas pisal ta zakon, iz nemškega zakona, dobesedno pripisan. In takrat pač avtorjev, ko se je to pisalo, ni bilo zraven. Nismo še imeli zrelega in artikuliranega interesa, ki bi ga tam izrazili in bi s tem seveda preprečili takšen nonsens. In kaj se je med tem zgodilo? Tudi v državi, iz katere smo prepisovali ta zakon, so to ukinili. Tudi Nemčija več nima te domneve. Celo Nemčija, za katero mi vsi vemo, da ima razvito filmsko industrijo in s tem nekako bolj logično pričakovanje, da imajo v takem kontekstu seveda producenti večjo moč in da so večji investitorji in tako dalje. Ne, pri nas je ostala. Poleg tega se moramo zavedati, da so številne evropske države že sprejele spremembo, ki je pa nasprotna in sicer domneva, da če ni drugače določeno, ima avtor te producente, so ostale pri avtorju. To konkretno pomeni, da bi moral vsak producent dokazovati, da je pridobil te pravice. Zdaj pa, da ne bomo narobe razumeli to.
ta stvar v resnici ne smemo jo razumeti kot nek spor med avtorji in producenti. Tudi v Sloveniji to ne obstaja kot en spor. To v bistvu iz tega 107. člena izhaja ena celotna patologija kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic, ki ima daljnosežne posledice. In zdaj slovenski producenti in slovenski avtori in slovenski izvajalci smo že pri prejšnjem poskusu obnove zakona o avtorski in sorodni pravici podpisali, zdaj mi Klemen že ponuja, sporazum, ki so ga podpisala številna društva, vsa društva. Pravzaprav to bi moral že ti, Klemen, povedati, tako da v bistvu bo bolj pametno, da kar jaz tebe ne povem. Skratka, to ni problem, ki bi bil med nami. To je problem, ki ga moramo mi složno rešiti pri naslednji obnovi zakona, ki ne bi bila že jeseni, in doreči neko bistveno spremembo. Samo še to bom povedal, ker zavedati se je treba, AIPA ima to v uvodu, nismo povedali, pa sodi v ta abecedarium, AIPA ima dovoljenje za pobiranje, za kolektivno uveljavljanje dveh pravic. Ena se nanaša na pravico do privatne reprodukcije, to je pravica, da vi kupite napravo, ki omogoča presnemavanje, nosilce, ki omogočajo presnemavanje, in seveda to je neka izjema. Mi že imamo copyright pa popolno zaščito avtorskih del, ampak so izjeme. In to je ena izjema, da vi smete za lastno uporabo kopirati, presnemavati. To je dovoljeno. Samo zato seveda mora ta, ki to omogoča, plačati določeno odškodnino. To je določeno in to pravico AIPA ima. In druga pravica, ki se je uveljavila kolektivno, je pa kabelska retransmisija. To je pa to, da seveda razni telemahi lahko ponovno in ponovno ponavljajo neka audiovizualna dela, za katere nimajo pravic, ker jih niso producirali, ker jih niso kupili, lahko jih pa retransmisirajo. In tukaj, vse najbolj, da kar Klemen zdaj prevzame, in tukaj se pa začne patologija ta 107. člena. Mogoče grem čisto malo nazaj na 107. člen. Morate vedeti, da je, ko je bil prepisan, je on nastal v resnici, se pravi, prenos v celoti, prenos pravic. Nastaja zaradi tega, ker sta se reševali na strani producentov dve zagati. Prva zagata je, kaj narediti z osirotelimi deli, se pravi, kako ugotoviti, kje so vsi ti avtori in kako njihovi dediči in kako dobiti vse te pravice, da bi lahko ta dela eksploatirali. Ampak to imamo zdaj direktivo o osirotelih delih? Ampak hočem reči to, da ko se je zakon pisal, je bilo to iz tega razloga. In drugi razlog je ta, da lahko obstoječi, je bilo pa poenostavljeno eksploatiranje in distribucija audiovizualnih del, kjer je ta določba v bistvu producentu omogočila, da lahko dosta avtomatično, neomejeno eksploatira AV delo. Ampak kaj že Nemci so naredili v prvem koraku, preden so šli tole ukinjati, so naredili to, da so poleg tega člena napisali, kabelska retransmisija je neodtujljiva pravica. Se pravi, tudi za druge pravice, ki jih pač pri nas ne poznamo, so to napisali. Se pravi, v razvitejših državah ločimo dva tipa pravic. In sicer prvi sklop se imenuje primarni krog in primarni krog pravic so tiste pravice, ki jih producent nujno potrebuje, da lahko izrablja AV delo in dokonča in da naredi pač karkoli že. In sekundarni krog, ki pa nastaja v situacijah, ko se AV delo ponovno ali dodatno izrablja in nastaja dodatna ekonomska korist tretjega ali pa druge pravne osebe. Se pravi, ko je bila leta 1993 napisana CAPSAT direktiva, je njen namen v ozadju bil, da se v relaciji avtor, producent, televizija, se pravi broadcaster in kabelski operater, ki na koncu izrablja AV delo, da se nek denar vrača nazaj izvornim avtorjem oziroma tistim, pri katerih AV delo nastaja. In v tem pogledu je ključ rešitve za ta naš 107. člen, kjer bomo mi samo skupaj lahko prišli do konca. Se pravi, v 107. člen
je treba spremeniti v smislu, da se pridobi za sekundarni krog pravica kolektivnega uveljavljanja pravice za producenta na kabelski retransmisiji, pravica za soavtorje na kabelski retransmisiji in pravica za izvajalce na kabelski retransmisiji. Prav tako je pač še en 147. člen, kjer bi lahko televizije pridobile pravico uveljavljanja oziroma lastnega oddajanja v kabelskem omrežju. Mislim, da je tako. Če smem, res je to pomembno. AIPA pobira nadomestila za soavtorje audiovizualnih del, ki jih potem po zakonu oziroma, če ni s pogodbo drugače dokazano, prenese na producente. Se pravi, producenti sami po sebi nimajo pravice kabelske retransmisije, ravno tako igralci nimajo pravice kabelske retransmisije. Če tako še bolj plastično poskusim povedati. Bi morali imeti pa vsak svojo pravico do kabelske retransmisije in vsak svojo pravico do privatnega in druge lastnega produciranja, ki jo imajo, ampak AIPA ima dovoljenje samo za delitev tega, ne pa za pobiranje. Zato se od leta 2009 naprej to ni še pobiralo, ampak o tem več kasneje. To je že drugi krog. Po drugem krogu in patologija, v kateri je prej na to odgovoril, če smo gremo nazaj k temu, je v tem, da zato ker je v Sloveniji to tako slabo urejeno, se pravi, je obstriženo in obrezano, se dejansko bomo grdo rekel, se probamo vsi past na tej pravici, ki v resnici so avtorjeva, do soavtorjev. Zato, ker druge pravice ni. Prej smo videli na razpredelnico, kjer so sami rdeči križci. Se pravi, vi morate vedeti, da ni samo kabelska retransmisija. Obstajajo en nabor, ogromen nabor pravic in z digitalno revolucijo prihajajo nove, ki jih sploh še ne poznamo, ki jih zakon sploh še ne zna artikulirati in ki jih mogoče danes sploh ne znamo še artikulirati. In tle bi mogel naš zakon, ki je iz leta 95, je v bistvu totalno zastarel. To je približno tako, ker mislim, da imajo neke fakultete v Evropi še zmeri napisan, da je kodeks, ko prideš na izpit, da moraš imeti nujno meč za pasom. Ker je kodeks iz leta 1700 pa nekaj. Približno tako. Če lahko za sekundo vskočim. V bistvu je tako, da kabelski operaterji, ki so pač naši uporabniki in morajo plačevati nadomestila, oni morajo v bistvu najbolj slediti tehnologijam. Oni so že v letu 2025. Leta 2020 več nihče sploh ne spremlja v tehnološkem svetu, ker je leto 2020 že jutri. Tako blizu je to. In oni delujejo v letu 2025, kolektivne organizacije, kot je AIPA, delujemo v letu 2015 ali 2016, ker deli se vedno denar za predhodno leto. Naš zakon je pa napisan leto 1995 in še to slabo. Tako da imamo zelo velik razkorak med prakso in teorijo, mislim podlago za to. Zdaj, pri tem vprašanju 107. člena je treba povedati naslednje. Prej je Klemen že začel, ko je pomahal s tem papirjem, pa mislim, da tega nismo do konca razdelali. Trenutno imamo 107. člen, v trenutno veljavnem zakonu je pač kabelska retransmisija, ki trenutno pač edina prinaša denar in to ne majhen denar, je načeloma jo zakon pripisuje samo avtorjem. To so scenarist, režiser, direktor fotografije, skladatelj, animator. Tle ni igralcev, tle ni še številnih drugih avtorsko profiliranih poklicev, ki sodelujejo v audiovizualni industriji, kar je zelo pomembno. In kot si ti rekel, vsi se pasamo na tej pravici, najbolj pa seveda v resnici producenti, ampak še to ne, kot se bo pol izkazalo v nadaljevanju, namreč še producenti težko pridobijo to pravico, ker so podizvajalci od broadcasterjev, ki jo največkrat kar zadržijo, ker je čisti absurd. Torej, pravica, ki bi morala pripadati tistim, ki delajo, ostane na izvoru, in to je vse patologija tega 107. člena. Zdaj pa, kaj je osnovno izhodišče, ki je bilo že tukaj s tem papirjem dorečeno? Ob spremembi zakona, mogoče je treba drugače začeti, mi imamo eno pravico, ki se reče pravica do privatne reprodukcije, torej to, da vi smete kopirati, ta je v zakonu urejena na ta način, da ustrezna nadomestila predpiše na en popolnoma drug način
ki je nasleden. Torej, kot odškodnina, kot nadomestilo, za to, da vi smete prekopirati najin film za seveda zgolj lastno reprodukcijo, ne za javno predvajanje. Če je bila legalna prva kopija. Seveda. To pomeni, da bo moral ta, ki prodaja tako napravo, ta, ki pač prodaja nosilce, IP, plača določeno odškodnino. In iz te dobimo nadomestilo. In zakon predvideva točno jasen ključ. Če bi dobili €1? Če bi dobili €1, bi pomenilo, da od tega evra gre v skupščino avtorjev 40 centov, 30 centov, 30% dobijo producenti in 30% izvajalci, torej igralci. Ker dovoljenja trenutno za to pravico ni, ker je en poseben absurd, ki bomo v nadaljevanju o njem spregovorili, je seveda ta banka prazna. Ampak naš predlog je bil in že večkrat usklajevan in nekaj, na čemer bi morali delati v prihodnosti, je to, da se ta isti ključ prenese, ali pa vsaj podobno ključ, prenese na področju kabelske retransmisije. Torej tam, kjer je denar. Da se v zakonu zapiše podobna a priorna delitev, ko bo v zakonu zapisana, ne boste avtori, izvajalci prisiljeni v neprijeten položaj in prositi se pogajati hkrati, ko se pogajate za svoje delo, še za te avtorske pravice, kot je to zdaj, da se moram, denimo jaz kot avtor, fajtati svojim dobrim prijateljem in hkrati producentom, ker je to nesmiselno, ampak da se doseže z enim skupnim konsenzom dogovor, da so te pravice vnaprej razdeljene, da se nimamo mi kaj o tem pogovarjati. In ta sporazum, ki je bil že dosežen med avtorji, producenti, je predvideval tak ključ, ki je a priorni. To bi pomenilo, da seveda bi s tem se rešili vseh konfliktov in da bi seveda tudi iz te pravice kabelske retransmisije vsi enakomerno dobivali. In to je nekaj, na čemur bi morali zdaj vsi, najbolj pa seveda izvajalci delati v bližnji prihodnosti, ko bo treba tak predlog zagovarjati, da ga bo pač ta slovenska politika, ki pa je maksimalno inertna, posvojila ga pa bo samo, če bo seveda organiziran, argumentiran pritisk upravičencev ali kot jim bo rekel Ludvik Bagari, ki že v zadnjem času to besedo pametno uporablja, oškodovancev. Namreč, ker po našem mnenju seveda ste vsi oškodovanci. Zdaj, mi počasi zaključujemo vprašanje 107. člena, po tej moji uri celo nekako v redu časovno. Majčkrat presegamo, smo tudi zamudo začeli. Tukaj sem eno stvar rekel, ki je mogoče za zaključek te teme. In sicer gre za to, da konflikt ne bo pripeljal do ničesar. Se pravi, če bo edino skupen, sporazumen dogovor v fight, zadnjič sem gledal recimo sem spregledal film Mandela in on tam reče, mi smo vsi posamezni, samo če bomo se skupaj borili, bomo prišli pri politiki skozi. In to je bistvo za nas, se pravi, vsi moramo biti avtorji, producenti in izvajalci in tu ta dogovor govori o tem, da je solidarnostna porazporeditev za vse upletene v audiovizualnih delih, mora obstajati, ne sme biti izključevanja, mora obstajati soudeležba in mora biti ta solidarnost med ustvarjalci. Edino tako bomo kot enotna fronta napram politiki lahko dosegali tisto, kar v bistvu bo se zdaj naprej tudi govorilo, se pravi, da ne bomo oškodovanci. Ker treba se je zavedati, da ko avtor, izvajalec, kdorkoli podpisuje pogodbo s producentom, vsi mi posamezno smo vsakič znova po nepotrebnem obremenjeni s tem, da se moramo v enem zelo nepomembnem, izoliranem, posamičnem položaju pogajati v nečem in smo, kajpak, večinoma neuspešni. In se vsa debata takrat pravzaprav zavrti samo okrog honorarja, kar je absurd. Pri vsaki pogodbi, ki jo zdaj podpisujemo, bi se morali zavedati sta dve stvari. Eno je plačilo za delo, dogovor o pogojih dela in podobno. Drugo poglavje so pa avtorske pravice. In mi smo še tako nevešči, da se tega niti dobro ne zavedamo, da je to v resnici dolgoročno gledano še bolj pomembno vprašanje, kot je pač višina honorarja,
pa obroki, pa tajmingi, pa ne vem kaj že vse. V resnici to že zdavnaj. In številne evropske države imajo to že rešeno na ta način. Vem, da je v Nemčiji tako, da moji kolegi v Nemčiji pač podpišejo pogodbo, v kateri so določeni samo pogoji dela, plačilo za delo, pa je pa priloga, v katerem je pač dogovor o avtorskih pravicah. V kakšnem obsegu, za kakšno nadomestilo, za kakšno odškodnino če so prenesene. Dokler obstaja svobodna gospodarska pobuda in se lahko avtor odloči, kaj bo prodal in kaj ne. In česa ne. Ja. Tako da v tem pogledu smo mi zelo daleč. Ampak zdaj je boljše, da gremo naprej. In to, kar je trenutno seveda zelo pomembno, so vsi na Alpi, vsi avtori, pa tudi producenti, v tem ni nobenega dvoma, se zelo složno zavedamo, da lahko govorimo praktično samo o neki zapostavljenosti in krivici, ki se dogaja izvajalcem na področju uveljavljanja njihovih pravic. Krivice so večplastne in je seveda skrajni čas, da se jih nekako preseže. In sem prepričan, da bo vse te akcije tudi AIPA odločno podprla, ponudila ves know-how. Dejstvo je, da je trenutno banka, iz katere ne bi AIPA plačevala nadomestila izvajalcev, prazna. Prazna je, popolnoma prazna je zaradi tega, ker edino pravico, ki je trenutno zakon pripisuje izvajalcem, zato Urad za intelektualno lastnino že 5 let ni izdal dovoljenja. Predtem se je pobirala in iz tega je bilo nekaj skromnih nadomestil razdeljenih tudi igralcem. Ampak ker že 5 let urad zavlačuje s tem dovoljenjem, se seveda ta denar ne pobira, ostaja praktično pri industriji, ki omogoča presnemavanje, namesto pri upravičencih, in se tle nastaja velika škoda. Skratka, zdaj ne vem. Prostite za ta kratek res omešavanje, ampak mi tukaj govorimo v bistvu o centih v evru. Ko se pogovarjamo v državnem zboru glede zakona, vsi uporabniki složno nastopajo in logično je, da složno nastopajo, ker so pač profesionalno organizirane gospodarske združbe oziroma pravne osebe, z argumentom, da so pač tarife problem. Tarifa je pač nadomestilo, ki ga mora uporabnik, ko uporablja vaše stvaritve, plačati kolektivne organizacije ali pa neposredno pač tudi tistemu, ki ste ga pooblastili za upravljanje vaših pravic, da je to pač previsoko, da je to nevzdržno in tako. Mi vsi verjetno plačate približno 10 do 15 evrov mesečno za to, da lahko gledate kabelsko televizijo doma. Tarifa AIPA je 52 oziroma 56 centov od tega. Centov, ne 56 evrov, ne 5 evrov 60, ampak 56 centov. Tako da mi se moramo začeti tudi o takih številkah pogovarjati. Tarifa za privatno in drugo lastno reproduciranje, ko vi kupite nov računalnik, ki ima 256 ali pa 1 terabajt diska gor, so to tudi centi. Se pravi, za računalnik vi plačate 1500 evrov, če je nek malo boljši, od tega gre pa par centov oziroma mogoče si ne upam trditi, da gre celo evro za to, da nekdo lahko pač 3-krat skopira vsako vaše delo, ki ga je seveda predhodno kupil. Tako da malo se moramo tudi o teh realnih okvirih začeti pogovarjati in vedeti, da to niso milijoni, da mi ne vzamemo kabelskemu operaterju 10 evrov, pa njemu ostane 5, pa mora s tem preživeti, ampak je zelo na drugem koncu tega. Se smo lahko še bolj plastični, a ne? Plačujemo položnice, zelo se včasih zgražamo nad nacionalno televizijo, ko plačamo 12 evrov za neko televizijo, ki ima svoje programe, ki skrbi za neke nacionalne programe, ne glede na to, kakšni so. Jaz se spomnim zadnje položnice, preden so nastopili trojčki, četvorčki ali kar že so, je bilo 18 evrov za televizijo, za neko televizijo, ki pravzaprav samo prenaša, samo ponavlja nekaj, ne dela nobenih lastnih programov. Torej, kakšen kapital in na čigav račun zdaj ta kabelski operater pravzaprav ta denar
zbira na tej položnici. No, in v tem je problem, ne, da pač mi dobimo 50 centov, igralci pa nič. In to je seveda vrhunska krivica. Zdaj bom prosil Katarino Čas, ki je enkrat že sjajno, mi smo že imeli nekaj priložnosti. Eno od takih priložnosti je bil, mislim, da se imenuje Poslovni zajtrk Ameriške gospodarske zbornice v hotelu Union, ena taka visoka prireditev, kjer je tudi AIPA posvečena je bila intelektualni lastnini in kjer je tudi AIPA imela svoj soorganizacijski delež. In smo tudi takrat že predstavljali ta isti problem in takrat je v imenu izvajalcev nastopila Katarina in bi jo prosil, da na nek način ponovi, ne, da to zgodbo, da... Ja, hvala. Ja. Zdaj malo mi je težko, ker se mi zdi, da ste tako izčrpno že vse povedali, tako da bomo v bistvu ponovila vse skupaj, ampak ne bom zdaj vsega brala, ampak kar se mi zdi, kar sem zasledila zdaj, odkar pač sodelujem z AIPO, dejstvo je, da pač igralci pač so umetniki, nobenemu se ne da ukvarjati z nekim pravom. Jaz, ko sem prvič slišala 107. člen, mi kar panika zagrabila. Ampak dejstvo je, da pač se moramo ukvarjati s tem, ker je dejstvo, da nimamo nobenih pravic. Poleg tega sem pač dovolj delala v tujini, da vem, kako je to tam urejeno in kaj bi bilo potrebno implementirati sem. Najhujš, kar se mi zdi, je, da sem zasledila, da je bilo potrebno celo opravičiti, zakaj je izvajalec oziroma igralec tudi avtor, ker on itak sam pove tisto, kar je napisano v scenariju. In to mi je tako pač noro, da je to sploh treba opravičevati, ker zakaj potem nek režiser hoče delati samo s tem pa s tem igralcem, če govorim zdaj o teh A-kategornikih, zaradi tega, ker ve, da bo samo on oziroma verjame, da bo samo on temu liku dodal to vsebino, naredil tako pač, zato je samo en De Niro, pa en Pacino, pa en Leo in tako naprej. Tako da seveda je igralec pač avtor lika, mogel dobiti avtorske pravice in recimo v tujini je pač, kakor je Metod rekel, neki honorar, potem pa kabelska retransmisija, DVD in tako naprej in pač to je vse jasno. Poleg tega je pač v tujini imajo igralci agente, pri nas jih že ni in je že agent na nek način mediator med filmskimi producenti in igralcem, ampak se ne rab neki blazno teščitati, zaradi tega, ker so v tujini tudi zelo močni ti Screen Actors Guildi, v bistvu pač ta neka združenja igralska, ki že sami ščitijo igralce od pač kakšen je nek, ko se reče daily rate, kakšen naj bi imel dnevni honor, dnevna tarifa, tedenska tarifa, igralec mora imeti svoj prostor, torej trailer. Ampak pustimo zdaj to, gre predvsem za to, da je pač logično, da potem igralci dobijo tudi neke tantieme, royalties in tako naprej. In meni je samo noro to, ker sem previdela pač tiste kljukce in križce. Imaš glavnem križce. Tako pač imamo pač križce večinoma. Veseli me, da imajo vsaj glasbeniki, ker imam ogromno prijateljev med glasbeniki, muzičari, malo bolj to urejen, da dobivajo pač neki, ki se komad zarola na televiziji, na javni prireditvi, na radiju, ki pa zdaj ponavljajo od mojih kolegov, ne vem, naše male klinike, ne vem, kaj vsa ta usodna vina, kjer mi sicer ni zraven, ampak pač to se bo najbrž ne vem kolikrat rolalo, tega nimajo nič. Če kdo kopira pač recimo za svojo lastno pač reprodukcijo, nič. In kaj je najhujš, ne, da pač niti tega edinega nadomestila, ki nam pripada po obstoječi zakonodaji, torej ta pravica do nadomestila za privatno uporabo, pač že več let ne zbira nihče in pač včasih so, zdaj pa pač ne in jaz sam nič ne zastopam. Res, da sem zelo apolitičen človek in nimam pojma o teh lobijih, ampak dejstvo je, da je pač to potrebno urediti, ker tako funkcionira vsa tujina, še pač naši muzičari, hvala Bogu, imajo to bolj zrihtan in res ne razumem, zakaj pač igralci nimajo. Tako. Ja, hvala Katarina, bilo je zelo kratko, ampak si povzela pravzaprav kar vse, kar je bistveno. Jaz sem pozabil povedati, da je Katarina tudi članica sveta AIPE in predsednica skupščine izvajalcev, tako da se kar obrnite na njo. Se kar obrnite na njo. Ko smo to pripravili, sem si vendarle želel, da bi nekdo problematiko neupoštevanja pravic audiovizualnih izvajalcev predstavil
strokovno pregledno in sem prišel do spoznanja, da bom žal moral prositi za pomoč kolego glasbenika. Zaradi tega, ker smo seveda filmski izvajalci premalo osveščeni, premalo izobraženi, ni še ta know-how do te mere dorasel. Medtem ko je Nikola Sekulovič, sicer, kako ne da predstavim, Dan D, glasbenik, hkrati pa tudi član strokovnega sveta AIPE, pač človek, ki je prišel iz glasbe, kjer te pravice že nekaj časa urejajo in seveda se temu primerno Nikola na tole bistveno bolj spozna in nam bo predstavil problematiko tega neuresničevanja na en strokovno prezenten način. Izvoli. Bom probal to svoje povedati v luči treh stvari, ki ste jih prej omenjali. Eno je solidarnost, prej omenjena med izvajalci, producenti in avtorji. Mi vsi vemo, da ta solidarnost mora iti še širše, ne samo v odnosu do glasbenikov, obstajajo še literati, slikarji, oblikovalci, fotografi in tako naprej. Skratka, cela vrsta kreativcev in dotikam se druge točke. 21. stoletje. Mnoga pravila igre so postavljena še tam v 20. stoletju in jih uporabljamo še dan danes. Mislim, da se tukaj zelo dobro zavedamo, novi časi so že tukaj. In pa tretja stvar, kot je Katarina rekla, organizirani trgi in včasih pač to naše okolje, torej ne samo naša država, tudi par drugih, kjer se nekako samoumevno obnašamo, kot da smo pač od Boga pozabljeni. V luči tega glasbeniki zgodovinsko, smo se malo bolj organizirali, mogoče je bilo malo bolj enostavno, gotovo smo pa pokazali bistveno več volje, predvsem na področju kolektivnega uveljavljanja. Jaz upam, da tam na onem ekranu tudi vidite tole. En kratek pregled bom tukaj naredil. Torej, in če bi Miška, boš ti meni tole Miško pomagal. Torej, zgodovinsko nekatere stvari so bile zelo enostavne zadnjih 100 let. Hiter razvoj tehnologije, predvsem reprodukcije in to predvsem v elektronskih medijih, recimo radio in televizija. Je pri glasbi eno tako zelo poenostavljeno sliko, da za uspešnost neke skladbe ta prva odgovorna oseba je avtor. In v tem primeru imamo skladbo My Way v izvedbi Franka Sinatre in v avtorstvu dveh drugih oseb, za prvega marsikdo od vas nikoli še ni slišal. In pa tradicionalno se podobno kot pri filmu smatralo, da izvajalci so pač neko orodje, skozi katerega avtor izraža svoj odnos do sveta. Zanimivo je bilo skozi desetletja argumentacije, ki je ves čas ponavljala eno in isto. Mar skozi ta radio ne pride glas, podoba tega Frank Sinatre, mar neke gospe pri radiju sedijo in čakajo slišati ta glas in mar ne drži, da ta radio proizvaja nek denar, torej bodi si delniške družbe, kapitalisti, posamezni, torej nekdo od tega nekaj ima in mar ni v redu, da bi Frank Sinatra pa nekaj imel od tega in poleg njega še nekateri drugi izvajalci, recimo člani orkestra. In skozi ta desetletja bitke se je že precej davno nazaj v glasbi ta pravica priznala kot samoumevna. In tu je tudi neka schema, kako to v glasbi izgleda. Torej, v levem sektorju je avtorski segment z neko poslovno strukturo in kolektivnim uveljavljanjem in na vaši desni strani izvajalski segment spet s poslovno strukturo in sistemom kolektivnega uveljavljanja. Zanimivo pri audiovizualnih delih raznih vrst situacija ni nič kaj bistveno drugačne. Torej imamo avtorski segment, ki mu nesporno priznavamo bravo, odlično in imamo izvajalski segment, torej namesto Franka Sinatre so pač tukaj igralci, pevci, glasbeniki, ampak predvsem igralci. Torej ključno vprašanje, ali država skozi ves racijo, ki je v glasbi že podelil to pravico, ali to pravico priznava pri audiovizualnih delih? Očitno ne. Zakaj ne? Mislim, da racionalnega odgovora na to ni.
Je pa zgodba za tiste, ki mogoče še vedno ne razumejo, da uspešnost nekaterih filmov ni odvisna seveda od gospodov na levi strani, ampak mogoče pa vseeno neki pri tem zaslug imata tudi Humphrey Bogart in Ingrid Bergman. Zdaj, jaz sem na brzino naredil spet variacije na temu pregled, kdo katere pravice ima, nima. Moram reči, tu so nekatere ključne zapisane, ampak tudi pri nekaterih, ki delujejo marginalno. Tipičen primer, radiodifuzno oddajanje, pa mnogi igralci rečejo, super, nas pa tukaj ni zraven. In potem se rečem, radijska igra. Marsikateri igralec pač v neki radijski igri nastopi in zanimivo, iz istega produkta mi glasbeniki se potrudimo, brez skrbi. Mi bomo svoje pravice zaščitili, svoj denar bomo od tega videli. Igralci v radijski igri najbrž da ne. Ampak tako. Jaz ponavljam te neke najbolj grobe primere ravno zato, ker stvari so enostavne. Manjka pa angažma predvsem izvajalske. Kam greš za Vršan? Tebe rabim. Prid hitro nazaj, te bom rabil. Torej, rabimo za Vršana, da bo šel v parlament in se pokazal in bo rekel, kje je moj denar, pa upam, da ne v duhu, v smislu, jaz za Vršan glasbenik, ki itak dobivam, ampak tudi kot za Vršan igralec, ki je, ti si eden od prav teh primerov, ki upravičeno lahko reče, zakaj pa jaz tam, ja, tukaj pa ne. Zakaj pa jaz tam, ja, tukaj pa ne. Tako, parlament je prav, zdaj lahko greš. Hvala. Torej, kabelska retransmisija, tipičen primer, glasbenik oziroma glasbeni izvajalec da, igralec ne. Lokali, dostikrat se mi v žargonu pogovarjamo, uporabljamo izraze, kot so krčmarske pravice in podobno, torej predstavljamo si, gremo nekam v gostilno in na terasi televizor in na onem televizorju pač nekaj dogaja, glasbeniki brez skrbi, dobimo denar za to. Igralci brez skrbi, da ne, še. Zanimivo, ta zadnja kategorija, tako zvani praznjaki, ta pravica nam pripada vsem. Super, edin problem, ne uveljavlja se. Država ne podeli, ne dovoli pobiranje, torej imamo pravico, da bi to delili, želeli bi uživati te beneficije, vendar celo tarife obstajajo, dogovori obstajajo, razni, do pobiranja pa ne pride in to spet ne bo prišlo, če ne bo tudi Niko Goršič skupaj z Vršanom šel v parlament in rekel, kje je moj denar, zakaj mi ne daš? In po bi oni rekli, ja, veš, oni so skregani med sabo in če se bo ponavljala mantra, kje je moj denar, bo to hitreje prišlo do realizacije. Upozoril bi še na en paradoks, ponovno za Vršan se pravočasno vrnil. Za Vršan glasbenik, ne, sem potrdi. Kot v videospotu, recimo, torej to je naša kategorija, za Vršan kot glasbenik, za tale segment tukaj, ki je neugleden na ekranu, za glasbo dobi nadomestilo. Ampak če se za Vršan v spotu pojavi tudi kot ta reper, nadomestila spet ni. A je kakršenkoli razumen razlog, da bi to tako bilo? Dvome, Tukaj je zdaj zelo na brzino povzetek vsega tega, kar smo česali. Pravice, kaj imamo, česa nimamo, kaj mogoče imamo. Torej, avtorji imajo v kolektivnem uveljavljanju, imajo pravico do nadomestila iz kabelske retransmisije. Ja, torej, 107. členom, zraven. Tako, in tu je problem. Večina teh stvari, sploh tam, kjer pogodbeno ni urejeno ali pa ni urejeno v korist avtorja, gre k producentom. Še enkrat, imamo solidarnost, imamo neko sožitje znotraj, pa to očitno racionalno funkcionira, vendar ni nobenega razloga, da se to ne bi uredilo drugače. Druga stvar pod vprašanjem, da imamo praznjake, privatno reproduciranje, to imamo, ampak Bog pomagaj, noben ne uveljavlja, torej kot da nimamo. In pa ta tretja, nekaj česar jasno, nimamo izvajalci kabelske retransmisije, producenti enako, avtorji prispevkov, prej sem videl v Avli en kup avtorjev prispevkov. To treba malo povedati, to so montažeri. Kostumograf, scenograf, oblikovalec Alenka je tukaj? Ni. Oblikovalci maske. Tako, torej avtorji prispevkov nimajo nič.
In vprašanje je, zakaj direktor fotografije ja, montažer pa ne, zakaj direktor fotografije ja, ali pa scenarist ja, scenograf ne. Ja. In pri tem bi rad še opozoril na zadnjo kategorijo 21. stoletje, mi še krčme nismo pošlihtali, moramo pa pošlihtati internet pa mobilno telefonijo. Rad bi še eno stvar, tako da boste malo jezni na glasbenike, ki pa želimo biti solidarni z vami. A veste, jaz se velikrat pogovarjam z ljudmi iz filmskega sveta, ki rečejo, Bog pomage. Tlele smo imeli gospoda Brzina, ki je tudi šel lulatali. Mojca, kje je? Edo. Pa glih njega sem dal. Torej pravijo... Aha, ok. Torej, pogodbe z RTV-em, veste, so take, pogodbe s producenti so drugačne. Torej, prej je bil gospod Zajc tam, ampak imamo gospoda Ikovica pa Danico tam, ki verjetno lahko potrdita pogodba, ki sem jo jaz podpisal z vami 20 let nazaj, je z vaše strani pokazala popolno razumevanje. In ko smo rekli, dajmo se malo pogovarjati o tem kolektivnem, in je gospod Zajc in Danica sta rekla, aha, razumem, evo ti. Torej, ni bilo veliko zvijanja roke na vas, nas je, če razumemo problematiko, se lahko o njej razumno pogovarjamo in to tudi prezentiramo tam, kjer o teh zadevah odločajo. Tako da, hvala lepa za pozornost. Jurij, torej, en prst, dva prst, pest. Mislim, da ta aplavz pove vse, tako pač lahko stvar predstavi človek, ki jo res temeljito pozna in pozna absurd, ki se zadaj skriva. Če lahko, mislim, da je že iz njegovega nastopa velja apel, slišimo apel, da se je treba povezati, da bo treba v naslednji fazi, ko se bo ta krivični zakon spreminjal, nastopiti složno samozvesto, pa tudi borbeno. In tle je seveda stvar na nas, na vas, vsekakor še enkrat ponavljam, ni za pričakovati kakršnekoli benevolence strani politike, države, kaj šele uporabnikov, ki pač v našem imenu, v vašem imenu pobirajo mastne denarce, dobro služijo in si jih znajo dobičkonosno razdeliti. Rad bi omenil mimo grede, tukaj z nami sedi še en igralec. Ludvik Bagari je takisto član sveta in podpredsednik skupščine izvajalcev AIPA in se je v zadnjem času zelo aktivno in ga vsi zelo podpiramo in mislim, da se je zelo pametno, lucidno, spretno lotil teh problemov praktično. Je kar pogumno pošiljal maile na Ministrstvo za gospodarstvo, vsem kolektivkam, sklical prvi skupni sestanek in se je odločil, da usklajevanje in se je odločil, da bo osebno posegel v ta pad položaj, ki je nastal z neuveljavljanjem oziroma neizvajanjem te pravice privatne reprodukcije, kjer trenutno leži na cesti denar, kot je rekla uradnica, v bistvu niti na cesti ne, ampak zdaj ne bomo govorili o tem, to sem samo v uvodu povedal, pa bi ga prosil, da še on kot član sveta predstavi malo svoj pogled na ta problem. Hvala lepa. Hotel sem sicer začeti drugače malo iz enega zgodovinskega pogleda, ampak glede na to, da to ni potrebno, pa tudi mogoče pozneje kot obrazložitev, pa tudi hvala sodelujočim, ker ste tako, meni se zdi, dovolj jasno predstavili ta problem, ga niti ne bi ponavljal, mogoče bi samo v številkah govoril, oziroma mogoče naredil eno tako čisto osnovno kronologijo tega dogajanja. Ta številka se na letnem nivoju iz privatne reprodukcije, se pravi vseh teh nadomestil od vsakega prodanega USB ključka, diska, CD-ja, DVD-ja, ta številka je približno 1 milijon evrov in od tega izvajalci na AIPI dobimo 150 tisočakov, ostalo si pa seveda tudi vsi ostali deležniki od SAZOS-a, IPF-a, SAZOR-ja pa ZAMP-a razdelimo.
In glede na to, da je tu nekako skupen interes, nisem videl nobenega razloga, da ne bi v bistvu enotno nastopili in vprašali ta urad, kaj misli početi z dodelitvijo dovoljenja. Ker dovoljenje je do leta 2010 imel zavod IPF, potem se je to dovoljenje prekinilo in od takrat naprej se ni novo dovoljenje dodelilo. Vmes so bile vloge, take drugačne vloge, urad za intelektualno lastnino je kot da si zmeraj izmišljeval oziroma postavljal nove pogoje za dodelitev tega dovoljenja. Ne bi zdaj to preveč podrobno o tem, ampak o tem, kako v bistvu stvari rešiti. Zato, ker sem nekako želim biti bolj pragmatičen človek, pa stvari rešiti. Zato mi je uspelo zaradi tega interesa kolektivnih organizacij, ker vse dobijo ta denar, uspelo sklicati te kolektivne organizacije in seveda uspelo dobiti na ta sestanek tudi predstavnico Urada za intelektualno lastnino. Če kdo želi ta zapisnik, mu ga lahko tudi pošljem, ker se mi zdi, da je javna dobrina, ne? Kako so se tam kresala mnenja o tem. Ampak bistveno se mi pa zdi to, da pa sem na začetku povedal, da poenotimo terminologijo. In sicer sam sem postavil ta termin, da to vprašanje rešimo takoj. Ne tako, kot je minister za gospodarstvo na poslansko vprašanje v začetku januarja oziroma v mesecu januarja odgovarjal, da se zaveda tega problema, zaveda se tega, kako Urad za intelektualno lastnino dela in da bo to probal rešiti v čim prejšnjem času. Jaz sem rekel, da to vprašanje moramo rešiti takoj. Zato, ker roki v upravnem postopku so 2 meseca, da se te vloge razrešujejo, urad jih pa razrešuje že eno vlogo razrešuje 2 leti, eno vlogo razrešuje zadnjih 8 mesecev, da ne govorimo še o vseh drugih stvareh. Tu bi seveda, ne samo zdaj Metod, hvala, ki se me izpostavil, ampak tu bi v bistvu želel se zahvaliti tudi delu prejšnjih aktivnih članov, ki so privedli do tega postopka, do poslanskega vprašanja, na podlagi katerega smo potem mi na tem razgovoru sploh imeli neke argumente, ko smo rekli minister je rekel to in to, tu ste naredili to in to, tu smo mi naredili to in to. No, skratka, kolektivne organizacije so poenotene in začeli smo tudi v bistvu kalibrirati terminologijo. Namreč tu pri teh pravicah mi nismo več samo upravičenci, ampak smo tudi oškodovanci. Mi v bistvu 5 let ne dobivamo teh nadomestil. Ta nadomestila, pa je padla ena zanimiva misel prav na tem srečanju, pa niso samo v bistvu pravica, ampak so tudi lastnina. To je v bistvu lastnina, imovina ali lastnina. In ta lastnina, pravo mesto, da povem, je tudi dedni naslov. Se pravi, neka pravica pridobljena iz tega naslova je dedni naslov. Se prenese na naše potomce ali pa če pač preneseš na nekega dediča. Skratka, v tem trenutku, to bi bilo, to je v trenutno stanje, ne vem, kako se bodo stvari naprej razvijale. Jaz mislim, da z enim stalnim pritiskom, z enotnostjo, ko so jo kolektivne organizacije pokazale, da to vprašanje lahko rešimo. Prihaja pa seveda tudi
pripravo novega zakona o avtorskih pravicah, kjer pa v bistvu se mi zdi pa problem malo težji, ker je pa potrebno to pravico implementirati v zakon. Pravi, pridobiti v tem celem postopku, ne, to moč, da se te stvari upišejo, ne samo v 107. členu, tudi še katere druge pravice moramo upisovati, seveda posledično iz tega, da dobimo za svoje delo pravično plačilo. To se mi zdi pa težja naloga. To se mi pa zdi težja naloga in tu bi v bistvu, mogoče bi se zdaj res zdaj malo vrnil na tole, kar sem hotel zgodovinsko, ne? Če sem lahko malo prozaičen. Zgodovinsko so igralci bili takole v enih grobih obrisih v stari Grčiji na nivoju svečenikov, potem je bil tisočletni mrak religijski, potem se v bistvu s pojavom renesanse se pojavi ta nov človek, kjer v bistvu igralec je tudi avtor, potem pa nekako pridemo do tega Lessinga, ne bomo rekel prekleti Lessing, ampak do Lessinga, ki postavi v bistvu te neke temelje tega meščanskega spljenja, razsvetljenstva in te neke meščanske drame, ki pa v bistvu je še danes nažalost prisotna. To pa govorim zato, ker je pa prisotna ne toliko v bistvu v kreaciji, ne, ampak je pa prisotna v tej miselnosti, točno v tej miselnosti, proti kateri se borimo. In če so mogoče naši predniki, igralci, nekoč imeli ta zmeraj ten nek konflikt z tem religijskim, s postavljenimi temi religijsko-oblastnimi normami, ne. Tako se mi zdi, da zdaj mi imamo tu v tem primeru malo ta konflikt z tem birokratskim, ne. To birokratsko, ki v bistvu hoče vzpostaviti red, ki ga nikoli ne bo moglo, in v bistvu hoče vse skupaj nekako razsecirati, tako kot včasih hočemo ugotoviti in razsecirati neko delo in ugotoviti, kje je tista čarovnija, da se je v bistvu neki kreativni proces zgodil. Ne. In tu se mi zdi, da smo v tem konfliktu in je potrebno najti ta princip, kako ga razrešiti. Ta konflikt, kako razrešiti in nekako sem tako, če sem že omenil Shakespearea, sem se spomnil potem tiste misli Hamletove, svet je iz tira, o prekletstvo in sram, da jaz sem poklican, da ga uravnam. Seveda ne v napačni identifikaciji, ne. Če se ne čutim se poklicanega jaz zdaj, da bom uravnal, mogoče pa bi se mogli po mojem čutimo se poklicanega, da to moramo urediti, ne. Uredili bomo pa tako, da se tega hamletovskega dvoma rešimo. Preprosto, da se v bistvu, da preprosto nastopimo z dejanjem, se pravi z aktivnostmi, takimi in drugačnimi, od teh, da jaz pišem včasih tudi malenkost v pravno-vojaškem besednjaku na urad, da se potem odzovejo, do tega sodelovanja članov, posameznih članov, ki imajo še večje, v bistvu, ki imajo neko kredibilnost in aureolo in večji vpliv kot mi sami, ne, kot jaz, kot posameznik, da nam tu pomagajo in da v bistvu z temi stalnimi pritiski, sodelovanjem, z dejanjem, v bistvu stopimo v to nek... Mogoče tle sem ena stvar smiselno povedati, da se bomo plastično zavedali, koliko je to pomembno. V Španiji, ko politika začne pritiskati na točno ta del igralski, ne, v Španiji upokličajo Javierja Bardema. In pride Javier Bardem, predsedniku vlade, razložiti, zakaj so igralci avtori in zakaj so upravičeni do avtorskih pravic. Tako da mi tukaj, ko smo danes, vsi
bomo mogli izvajati stalen in velik pritisk na politiko, ker samo pritisk jih bo zmotiviral, da bojo stvari spremenili, da bojo take, kakor morajo biti. Hvala, Ludvik. To je to, Jan. Hvala, Ludvik. Zdaj, majčken nam mora še ostati časa za razpravo. To, kjer smo zdaj z Ludvikovim finalom končali, je seveda pravzaprav poziv k temu, da nas pravzaprav čaka ta zakonodajna jesen in postopek, v katerem bo to be or not to be, ali se bodo te pravice upisale v zakon ali pa se ne bodo. In kot ti praviš, Javier Bardem, treba je aktivirati slovenske Javierje in prideti v parlament. Zavedajmo se vsi skupaj, jaz sem pač kot filmski avtor že nekaj časa bil prisiljen seveda tudi v parlament hoditi, ko so bili v postopku za nas neki zelo pomembni zakoni in sem dobil eno približno sliko in sem pač lahko opazil, da takrat pride, ko gre za glasbo, pride zelo organizirana vojska glasbenih avtorjev, ki je vodena, izobražena, pripravljena in izvajalcev, ki se natančno zaveda svojih interesov, ki jih ni sram vstopiti v politični prostor in zagovarjati te utemeljene interese. In to je tle pač eno področje, kjer smo mi malček nedorasli v eni zamudi in zato tako izrazito opozarjamo, da zdaj je čas, je nastopil in bo to zelo nujno. In ko bo zakon sprejet, se je treba zavedati, da bo lahko ostal naslednjih 15 let ali 20, kot je ta zakon ostal z manjšimi dekorativnimi spremembami, ker vse, kar se bo v prihodnosti s tem zakonom dogajalo, se bo, če bo kakšna evropska direktiva, pa se bo treba prilagoditi. Temelj se bo pa postavil verjetno to jesen. Tako da zdaj nam je ostalo še nekaj minut in sam trenutek in bomo zdaj odprli razpravo, pri čemer pa opozarjam glede na pomanjkanje časa, da se v razpravi držimo obeh tem, ki smo jih danes načeli, 107. člen in se pravi vprašanje prikrajšanosti izvajalcev. Izvolite, gospod Feguš. Prvo, 107. člen. A lahko mikrofon, ja. 107. člen. Mi imamo gradbeno pogodbo, to gospod ve. Gradbena pogodba je bila popravljena zaradi podizvajalskih svinjarij. Na tem področju so tudi podizvajalske svinjarije, prekerni delavci pa tako naprej. Tako da je bilo zelo pametno napraviti, bi rekel, znotraj zakona tudi tisti del, tako kot ima recimo gradbena pogodba, pogodbo o video-audio pravicah, ne filmskih pravicah, tako kot ima ta zakon. To je prva stvar, ker bi se vse, bi rekel, vsa pogodbena določila, bi rekel, naprej precizirala, pri čemer je pač tisti finančni del stvar, bi rekel, same individualne pogodbe. Druga zadeva, ki je treba izkoristiti vsa pravna sredstva. Ni res, da so 60-dnevni roki, so 30-dnevni roki. Na to nastopi, bi rekel, pri uradu lahko tudi. Mani zatrjujejo 60-dnevni rok, ne za... 30, zob. Ne, samo izjemno je, zaradi tega, če gre za izjemno težko, je pol zob eno izjemo, ampak to ni nobena izjema. To je 30-dnevni rok, tako je treba plota poklicati upravno inšpekcijo, naslednja pozicija v 15 dneh molk organa, minister je odgovoren za resor, ve se, kateri minister, čeprav za igralce ni pristojen, je treba takoj naukrepati. Kar se pa tiče, kaj smo podpisali leta 2004? Mi smo podpisali pristopna pogajanja in smo se vsem konvencijam priklonili. Ta država ne spoštuje konvencij in ne spoštuje 26. člena Ustave. Če organ pri svojem delu povzroči škodo, jo mora nadomestiti. In to je neposreden postopek pred ustavnim sodiščem. Ugotoviti je treba škodo, kakšna škoda je nastala in vložiti to. Jaz sem pripravljen pri vseh teh postopkih pomagati, kot sem do zdaj že bil pripravljen pomagati. Hvala lepa. Ja, nažalost imamo pri nas to, pač se bom samo kratko, pri nas je to urad zelo na hitro
Hvala za komentar. Urad za intelektualno lastnino in upravno sodišče zelo dobro sodelujeta in si držita podporo ali potuho, tako da tle smo marsikdaj zelo nemočni, čeprav ima seveda gospod Feguš prav. Marko, izvoli. Marko Simčič. Že takrat, ko se je ZASP leta 1995 sprejemal, so sindikati slovenski premalo razumeli in niso šli zraven niso zahtevali, da sodelujejo pri pripravi tega zakona. To pa zaradi tega ne, ker so nekateri sindikalni funkcionarji razmišljali o intelektualni lastnini kot lastnini, ne pa kot lastnina, kot pravica, ki izhaja iz dela. In zato je treba po mojem pritisniti na sindikate, da svoje mnenje spremenijo in ker oni namreč imajo vpliv na to, da se v okviru socialnega dialoga dotaknejo tudi tega, da v ZASP-u zahtevajo svoje sodelovanje. Toliko na kratko sem hotel na to upozoriti. Hvala. Hvala. Tukaj žal ni dveh vaših kolegov poslancev, ki sta kar pomemben člen v tem in upam, da se bosta v tem primeru tega zakona, ko bo prišel, ustrezno angažirala. Poslanka je na drugem shodu zelo pomembnem pred Zavodom za socialne zadeve, kajti namreč, kot verjetno ste zasledili, da je v planu, da se bo ukinila brezplačna kontracepcija in danes je ob 2:30 protest proti tem nameri in je poslanka Violeta Tomić seveda tam. Zato. Hvala, to je bila Alenka Pirjevec. Še kdo želi besedo? Lahko tudi vprašanja, ampak se ponavljam, da se držimo teh tem. Jaz bom rekel sam zahvalo, da redko kdaj srečam 6 govornikov, ki izgledajo kar pametni. Hvala, to je bil skoraj sklepni argument. Jaz bi tudi zrno dodal, veš, ampak Peter, prej si govoril, da ti si rojen v enem drugem sistemu. Veš, meni tudi tle kar nekaj kontradikcij ven skače. Se pravi, jaz za časa tistega sistema, ko smo mu rekli kolektivizem, sem se moral za svoje pravice boriti individualno. Zdaj smo v času individualizma, pa hvala Bogu, da se končno kolektivno začenjamo enih stvari lotevati, pa še to, kar je bilo tudi tamle druga, tretja alineja, se pravi neko osveščanje. Meni se je to zdelo, pa sem tudi v tujini, sem pa kaj naredil ali pa celo malo več, ampak se mi je zdelo čista iluzija, da bi to lahko tudi pri nas sprovedali. Tako da jaz bi še drugi, tole spodnjo alinejo dal, ti praviš, pravice so vaše, jaz sem se pa zdaj navadil, ja, kaj pa? Seveda, mislim, to se mi zdi danes čisto logično. Kaj pa, ja. Ne, ja, kaj pa, ne, čaj pa. To je mislil. Ja, kaj pa? Jaz namerno provokativno opozarjam, ali pa tudi ne, zaradi tega, ker... Se ne rinem pred tebe, se ti kar ne. Se je v redu. Ne, ampak jaz sem tudi hotel tako v Nikotovem... Ne, ni rada, no. Ampak sem hotel reči, gospodje in gospe, hvala lepa. Zdaj bi še to, mogoče, oprosti, takoj Peter dobiš besedo. Danes seveda nismo vsega, sploh kar se tiče izvajalcev. Gre predvsem za vprašanje pripravljenosti in organizirano strani AEP. AEP sama je gotovo pripravljena s svojimi strokovnimi službami in ob pomoči tistih, ki to področje bolj poznajo ali pa celo poznamo, pripraviti ustrezna posvetovanja, izobraževanja, osveščanja, kar naprej, ker se več ali manj vsi skupaj zavedamo, da je to neizogibno, da traja nekaj časa, da na tej tematiki človek postane suveren, ne glede na to, da ima interes. Ampak se pravim, hudič je v tem, da ne smemo absolutno nikomur zaupati, da bo to storil namesto nas. Živimo v takem času, da se to praktično ne dogaja. In pri tem historičnem pregledu, ki ga je Ludvik lepo upeljal, je
pozabil zadnjo fazo, ki se pa imenuje vstop kapitala v to industrijo. Torej, pri tem morate se zavedati samo nečesa, da pri uradništvu, pri državi lahko pričakujemo pasivnost, inertnost, ne pa pozabiti tega seveda, da v ta mehanizem olje ali pesek naliva kapital. Torej, to je sistem interesnih lobijev, za katerimi seveda stojijo bodisi upravičenci, namreč, kadar gre za velike kolektivne imetnike avtorskih pravic, to tudi veste, da je to postala ena velika trgovina, ne, z avtorskimi pravicami, ti imajo popolnoma drugačne interese kot mi posamezni avtori in te delujejo po paralelnem sistemu in drug interesni lobby je seveda lobby uporabnikov pravic, ne, to so vsi kabelski operaterji, etc., ti, ki ta dela objavljajo. In ti delujejo tiho, v ozadju, zelo učinkovito, ta uradniški organizirano. Ta aparat je pa seveda tukaj samo vmes, pasiven in gre se seveda za to, kdo bo znotraj tega političnega prostora prepričljivejši, vztrajnejši, samo za to gre. V resnici ne gre za to, kdo ima prav, to vsi vemo, ne? Saj to ne nazadnje je to zapisano v številnih zakonih, resolucijah, direktivah in kar se izvajalcev tiče, predvsem v tej pekinški pogodbi, deklaraciji, ki je jasno dala signala, ne, da je to treba urediti in da izvajalci pravice morajo dobiti. Ampak, izvoli. Prost. Hvala. Ne, jaz se zahvaljujem vsem, da ste prišli, da ste poslušali. V bistvu vem, da po jedi težko biti skoncentriran uro pa pol oziroma skoraj 2. Zahvaljujem se tudi svojim sogovorcem in bom rekel predavateljem, ampak ne bi rad bil tako, no, pač plastičen. Mislim, da je ta komentar na mestu, v bistvu, ja, to kolektivno, individualno je treba jemati zelo eno dobro mero razuma. Se pravi, ni vse, kar je kolektivno v individualnem sistemu, v katerem živimo, slabo, pa ni vse, kar je individualno v nekem takem sistemu tudi dobro, ne. In kolektivna organizacija sem pač najbolj učinkovita oblika. Veste, če bi en avtor hotel skleniti pogodbe z vsemi kabelskimi operaterji v Sloveniji in spremljati vsa dela, ki jih oni predvajajo in reči, ja, ti si me pa lani predvajal 2-krat, bi vsak od vas verjetno se lahko sem s tem ukvarjal do konca življenja, pa bi težko bilo. Zato smo tu mi. Saj, celoten sistem je pa res tako absurdno postavljen, v bistvu jaz rad ponavadi rišem, pa nažalost tukaj nimam za narisati, ampak to gre za odnos mnogih z mnogimi. In če ni ene skupne točke, ki je pač kolektivna organizacija, je to kaos na trgu in kaos se vedno izkoristi. In zdaj tako je pač v kolektivnem upravljanju, v Sloveniji pač predvsem je tako, da v bistvu se kolektivne organizacije vedno poskuša prikazati kot bad guys, kot neke lopove, kot neke ljudi, ki so skregani med seboj. Jaz priznam, mi vedno se poskušamo tudi z drugimi kolegi pogovarjati, z drugimi kolektivnimi organizacijami. Ne vidimo vedno isto sliko, daleč od tega, v marsikaterem področju smo še malo daleč narazen, ampak vseeno, mi smo na isti strani. To je jasno, to je tisto sporočilo, ki se je morda malo zgubilo v vmesnem času, ampak in mi smo na vaši strani, ne. To je pomembno, ker takšna devalorizacija v bistvu intelektualne lastnine, kot se danes dogaja, je tudi eksponentno v drugo smer, kot gre razvoj tehnologije, so pravice vredne čedalje manj. To so pač problemi, o katerih se moramo pogovarjati, za katere moramo najti rešitve. Danes se sploh piratstva nismo dotaknili, pa je recimo to ena pomembna tema. Da ne govorimo, da prihaja do, bi rekel, piratiziranja tudi v primeru legalne uporabe del, se pravi broadcastinga in takih stvari. To so vsa pač vprašanja, o katerih moramo danes začeti voditi razgovore, danes začeti razmišljati, da bomo lahko čez nekaj let videli neke sadove, neke rezultate tega dela. Dejstvo je pač tako, da vedno obstajajo kreativni ljudje in vedno obstajajo tisti, ki so pravi ustvarjalci avtorskih del
naj si bo takšnih ali drugačnih. Pač danes morda ni več toliko koncertov na klavirju v raznih graščinah, se pa veliko dela na interaktivnih vsebinah, kar so računalniške igrice, programi, virtualna in dopolnjena resničnost oziroma augmented reality, o čemer govorimo. Hočem reči tako, da stvari so že tukaj, stvari se že uporabljajo, mi se moramo pa zdaj v bistvu aktivirati na ta način, da začnemo slediti. Ker ni tudi RTV Slovenija pa drugi, v bistvu, kako bi rekel, največji producenti v bistvu v Sloveniji niso težava. Ni težava tudi to, da se ene pravice pač niso definirane v zakonu. Težava je v tem, da je zavest prenisko. Težava je v tem, da danes je 9. najbolj obiskana stran v Republiki Sloveniji, piratska stran, partis.si. To je problem. Pa se moramo o takšnih stvareh pogovarjati. Ja. Predsednik ZDUS-a, Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Rad bi vas zahvalil za ta današnji sestanek in nasploh za to, da ste začeli to inicijativo, ki je sami nismo začeli, ker nas je lahko prav sram in lahko ponosno gledamo v tla. Hvala vam torej, ker vem, da opravljate veliko nalogo. Mi bijemo bitke še na drugih področjih, zato smo tako neaktivni, borimo se z gledališkim zakonom in tako dalje. Obljubim pa, da bomo aktivno posegli v to in bomo v najkrajšem roku sklicali sestanek in posegli z vsemi silami, kar se le da, da bomo pripomogli k tej rešitvi tega. Prosim? Da boste prišli v pest. Hvala pa kolegom muzičarjem, predvsem, na solidarnosti. Se veste, imenik, mi se še vsi verjetno spomnimo imenikov, danes to več ne obstaja, ampak imenik, en list lahko strgaš, celega pa ne moreš napolniti. Ja, hvala, Brane. Pri tej tvoji napovedi še enkrat apeliram na sodelovanje. Ali pa bo to gotovo z ljudmi, ki so pač bolj izkušeni, pomagala, ker je tudi v IP-nem interesu, da vse tri skupščine, se pravi tudi izvajalci, imajo pravično, enakomerno urejene pravice. To tudi za IP pomeni dohodek, in upravičenost na dovoljenju, ki ga ima, tako da vsekakor je tudi, in isto velja za avtorje, pa verjamem, da tudi za producente, in v tem smislu je treba seveda to nadaljevati, predvsem pa ne pozabiti z našimi deli, z našimi pravicami služijo. Ne pozabiti tega, ne govorimo o nečem na pamet, govorimo o poslu, pri katerem smo odrinjeni. Samo za to gre. To preprosto ne smemo pozabiti. In izvajalci ste pri tem najbolj prikrajšani prav zaradi tega, ker ko gre za promocijo, ko gre za komercialne posege pri pridobivanju v tem drugem krogu, ste igralci najbolj eksponirani. Vaš obraz se bo pojavil takoj na spletni strani, pri vsakem oglasu, brez sleherne odškodnine. To so seveda nedopustne krivice, da se v bistvu komercialna izraba nečesa nadaljuje brez sleherne odškodnine. In tega se je treba zelo zavedati in v to verjeti. Biti prepričan. Še kdo? Ker počasi pa se moramo zaključiti. Mojca Menart, RTV Slovenija založba. Jaz sem hotela samo opozoriti, recimo, res sem vesela, da dejansko to zavedanje, da sodelovanje kolektivk in vseh deležnikov na avtorskih delih in na AV delih, kako je pomembno proti temu sektorju, ne glede na to, da je recimo založništvo v tem drugem sekundarnem krogu. Kajti dejstvo je, da tudi pri že pripravljenih modelih financiranja AV sektorja, ki veste, da jih je bilo veliko krogov že v Sloveniji, se je treba zavedati, da ne kabelski operaterji, ne še en kup tovrstnih res telekomunikacijska podjetja, nihče niti ne pride blizu na nobena pogajanja, nikoli se ničesar ne udeležujejo, ker enostavno organizirano lobirajo iz ozadja izjemno močno. Zato res svoje najbolj prepoznavne obraze, svoje najbolj znane igralce, glasbenike, avtorje
peljte v parlament, da se bo to spremenilo. Brez tega ne moramo tudi nič skupaj narediti. Ne glede na to, da sem kot založnica pač nismo glih nek komercialen založnik in se mi zdi, da tukaj je prav, da tudi del ne bo več, če ne bomo dosegli tega drugega pola, ki resnično služi na ta račun. Najprej moramo torto speči, potem bomo pa razdelili. To je pri nas problem, ker tudi naš kulturni problem, bi rekel tako. Mi se začnemo pogovarjati, koliko bo kdo dobil od nečesa, kar sploh še ne obstaja. Čakajte malo, dajmo prvo prinesti vsak neko sestavino na mizo, bomo nek naredili, potem bomo pa odrezali kos torte. Jaz bi sem na tem mestu rekel še eno kratko misel, ko je en v bistvu znanci iz Makedonije enkrat rekel, ko so približno isto, jih je 2 milijona. Je rekel, veš, meni je to smešno, gledam televizijo, pa na televiziji naši so to rekli, vaši so to rekli, oni so to naredili. Kdo vaši, naši? Nas je 2 milijona, ni naših pa vaših. Ali smo ali pa nismo. In to moramo tudi Slovenci začeti zavedati. Mi nismo naši, vaši. Mi smo pač en zelo majhen narod, ko je lahko ponosen na to, da ima svojo državo, pa moramo z njo delati tudi. No, je pa res, da pri nas delujejo tudi lobiji iz tiste države, ki ima 300 milijonov prebivalcev. Tako da in eno drugo razvito industrijo. Ja, evo še. Hvala za besedo. Aleš Sedmak, jaz tukaj predstavljam likovnike v začetkah, ker tukaj je debata o AV avtorjih, pa se rekel, se ne bom oglasil, ampak glede na to, da se zdaj zaključuje, jaz se moram ravno tako zahvaliti recimo za ta posvet, ki se mi zdi odličen in dobro bi bilo morda še kdaj kaj podobnega ponoviti. Če so glasbeniki recimo dost aktivno rešujejo svoje probleme in če filmarji nekako sledijo, lahko rečem, da so likovniki daleč od zadaj. Da v bistvu šele sedaj se pripravljamo, da ustanovimo recimo neko kolektivno organizacijo, ki bi varovala. Celo tako daleč smo prišli, da je v tem predlogu zakona, ki je zdaj v obravnavi, so celo likovnike izključili ven iz zakonika. Zato, ker so rekli, da nihče od likovnikov se do sedaj ni oglasil ali ni uporabljal teh pravic, ki so v zakonu, se pravi, in so recimo izključili eno od temeljnih pravic, to je sledna pravica. Se pravi, brez sledne pravice pa ne vemo, kje so likovna dela in tudi avtorji izgubijo vso pravico pri preprodajah. Tako da to so zelo ključni problemi in moram reči, da smo se potem uspeli vključiti v debato in tudi smo dosegli, da se je ta pravica vrnila nazaj. Ampak hotel sem samo toliko z veseljem bi se likovniki pridružili tej mali četici avtorjev z različnih področji, recimo dejansko strnemo svoje energije in poskušamo doseči te pravice, ki nam nekako pripadajo. Hvala. Hvala lepa, to sicer ni velika tolažba, da ste vi še na slabšem. Saj so zraven še seveda fotografi in še kdo, ki jim po zakonu pravice pripadajo. Pa plesalci so tudi. Plesalci so izvajalci. Vi ste izvajalci, vi ste v tej skupini, ampak fotografi pa niso. Niso izvajalci. No, ampak tako, plesalci sodite v isto skupino kot igralci, med izvajalce in prikrajšanje je na isti način. Vsi vemo, da po televiziji kdaj pogledamo kakšen plesni film, to je vse pogostejše. Seveda je še veliko tem, ki jih bomo odpirali v prihodnosti, dejstvo je pa, da se bomo v tem obdobju zdaj jesenskem, ko se bo začel odpirati ta zakon, morali posvetiti predvsem na tem temam, ki so bile danes za mizo in seveda čim bolj angažirano, čim bolj razsvetljeno in tako dalje. Tako da bom zelo vesel, če bo ZDUS pri tem aktivno sodeloval in AJPA bo gotovo nudila vso pomoč v vseh pogledih. Tako da bi se zahvalil vsem. Jaz bom odkrito povedal tako, da je Katarina že kar nekaj naredila v tem smislu.
Da pa seveda ne bo zadostovalo, ne, da bo pač tudi Ludvik seveda, da pa bo treba odpreti širšo fronto. Treba se zavedati, da je treba na slovensko politiko atakirati z vsemi topovi. Absolutno je tle, recimo, kategorija slovenskih igralskih korifej, ali kako ne rečem, legend, ki so brez pravic. Lepo vas prosim, je to logično, da zdaj tlele, a ne, lega Marko Simčič, pa odsotni vsi, kako se bodo znašli poslanci, če pridajo 3-4 taki oškodovanci, tle je Ludvik popolnoma natančen v parlament in rečejo, povejte mi, zakaj. Ja. Ne, Borštnik ni primerna kategorija, ker to so nagrade za gledališke dosežke. Teh igralcev je v ogromno audiovizualnih delih to tudi drži. Skratka, hočem povedati sem to, da je treba pripraviti cel spektr, celo vojsko in se tega lotiti premišljeno, s pritiskom. Mi pa skrbimo za to v Najpi, da je ta debata konstruktivna, ker mislimo, da mora biti vsaka stvar argumentirana. Ja, pač jaz tudi osebno ne morem pristati na debato, v kateri se nekdo dere, nimaš prav, nimaš prav, nimaš prav, argumentov pa nima. Pač to smo pol spet v otroškem vrtcu. Pač mi imamo strokovno znanje, imamo tudi kolege iz tujine, ki imajo strokovno znanje, ki imajo izkušnje in bomo pač z vsemi sredstvi tudi pomagali, samo morate pa dati svoj glas v tem borbi. Torej, tole je bilo prvo srečanje in bomo organizirali brez nadaljnega še kakšno malo šolo o avtorskih pravicah, zato da se nas čim več in čim bolj temeljito usposobi in da pridobimo tudi na koncev, da pridobimo ta neka, kako bi rekel, artikulirana orožja, ne, da bomo lažje nastopali. Marko, izvoli, pa res zaključimo. Samo nekaj zloben bi rekel. Ja. To bo dober konc. Zdajšnji premier Miro Cerar je pripravljal, dokler je bil pravnik, cel fokus zakonov, pravilnikov pa tako naprej. On sigurno od tega dobiva procente. Mi pa škodo plačujemo. Hvala.